Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi zadnji brifing letošnje velike nagrade Avstrije. Poglejmo si skupaj, kaj je vse potrebno vedeti pred samo nedeljsko dirko. Današnji zadnji brifing bo kot običajno razdeljen na 3 nam dobro znane dele, kjer si bomo v prvem ogledali, kaj se je zanimivega zgodilo na kvalifikacijah, v drugem bomo skušali razumeti ritem, ki ga bo lahko imela posamezna ekipa na dirki za veliko nagrado, in v tretjem bom predstavil mojo osebno vizijo glede možnih strategij. Pa začnimo kot ponavadi s tistim, kar se je zanimivega zgodilo na kvalifikacijah. In tu si bomo ogledali seveda presenečenja, tako v pozitivnem kot v negativnem. In prvo presenečenje, ki je zagotovo pozitivno, je Lando Norris. Ne samo zato, ker je bil najboljši in bo začel iz pole positiona, ampak predvsem zaradi tega, ker je postavil čas približno 5 desetink hitrejši od prvega zasledovalca. In drugo presenečenje, ki je zopet pozitivno, je Charles Leclerc na drugem mestu in Lewis Hamilton na 4. Namreč Ferrari izgleda, da z novim dnom deluje boljše. Čeprav tu v Avstriji to ni tako primarnega pomena, v Silverstonu bo verjetno zgodba drugačna, ampak vseeno so zdraven kljub gromozanskemu zaostanku, ampak Leclercu je uspelo prebiti se pred Piastrija. In to je pomembno. Drugič, Lewis Hamilton seveda ni tako oddaljen od samega Leclerca. A treba je povedati, da krog v progi Red Bull ringa je sorazmerno kratek, nekaj več kot minuta. Torej, zaostanki so posledično manjši. No ja, manjši, razen če se imenuješ Lando Norris. Njegova prednost 5 desetink na tako kratkem krogu ima še bistveno višjo prednost. Oscar Piastri je prvi izmed, imenujemo jih, poražencev, čeprav smo ga videli tudi letos na kvalifikacijah nekoliko v ozadju, ampak na dirki se je znal prebiti naprej. Mu bo to uspelo tudi na sami nedeljski dirki, bomo seveda odkrili skupaj. Ampak edina tolažba iz njegovih kvalifikacij je to, da bo začel na lihi strani proge, tam, kjer je malce več oprijema. Čeprav smo ga upravičeno vsi pričakovali v prvi vrsti. Sedaj, dejstvo, da Oscar Piastri ni dosegel pole positiona, ni tragično, ampak dejstvo, da ni v prvi vrsti, je seveda nekaj, kar lahko da misliti marsikomu izmed nas. Morda Piastri ima šibko točko na samih kvalifikacijah, bomo videli. A verjetno največje razočaranje teh kvalifikacij je Max Verstappen. Ne smemo pozabiti, da je bil Liam Lawson boljši od njega. Govorimo o Liamu Lawsonu, vozniku v krizi, ki je tokrat presenetil. Če mu bo kaj takega uspelo tudi na dirki, bo verjetno lahko podaljšal svojo kariero pri ekipi Racing Bulls. Zanimivo je, kako je Lawson znal biti boljši od Maxa Verstappena sorazmerno skromnim bolidom ekipe iz Faence. Yuki Tsunoda je bil pa dobesedno v ozadju med tistimi, ki so nas neprijetno presenetili. Namreč poleg Tsunode moramo omeniti še Hülkenberga ter Sainza. Za vse te 3 voznike
osebno ne najdem nekega racionalnega izgovora, zakaj so bili tako počasni. Če pogledamo Bortoleta, o katerem bom spregovoril čez nekaj trenutkov, je Hülkenberg pokazal res slabo formo. Tsunoda, po mojem, bi moral tu v Avstriji se prebiti vsaj v Q3, Sainzu pa počasu zmanjkuje izgovorov. Albon je presneto boljši, čeprav to ni presenetljivo. Gabriel Bortoleto je končno pokazal, iz kakšnega testa je. Že lani v Formuli 2 je imel, imenujemo jih, genialne prebliske. Videli smo, da je sposoben zmagati glavno dirko, tudi če začne iz zadnjega mesta, in če z Sauberjem se prebije v Q3 in tam še zdaleč ni zadnji, je to, vsaj kar se meni tiče, fantastičen rezultat. Dvomim, da mu bo uspelo kaj takega ponoviti na dirki, ampak glede na rezultate drugega prostega treninga je potrdil enkratno formo. Mogoče mu proga leži, mogoče se tu počuti malce bolj domače, ker ima izkušnje, ampak ni važno. Fantastičen rezultat, ki nekako potrjuje njegovo prisotnost na štartnem razporedu. In treba je povedati, da pri tovarniški ekipi Mercedes so bili bistveno pod tistim, kar smo lahko mi navdušenci pričakovali. Andrea Kimi Antonelli, ki nima toliko izkušenj na tej progi, je bil v ozadju. Ne smemo pozabiti, da Bortoleto je prehitel tako Antonellija kot Gaslija, ampak tudi George Russell ni blestel. Čeprav je malce optimistično pričakovati čudeže, ne smemo pozabiti, da z kančkom sreče je tu lani Russell zmagal. Letos dvomim, da se bo zgodba ponovila. Ampak videli smo na teh kvalifikacijah ogromno pretresov, ogromno presenečenj, ki bodo posebej začinila začetek dirke za veliko nagrado Avstrije, in to v pozitivnem kot v negativnem. Namreč mnogi se bodo skušali prebiti naprej. Ne smemo pozabiti Red Bull Ring, domača dirka za ekipo Red Bull, in vidimo Maxa v težavah. Notranji boj pri McLarenu se bo lahko še povečal, in medtem ko Ferrari bi lahko izkoristil priložnost. A če sedaj pustimo pri strani vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo na kvalifikacijah, in si ogledamo malce ritem, bomo videli, da mnogi viri nam lahko ne kažejo tiste prave podobe. Sedaj, če si ogledamo tisto simulacijo, ki je dosegljiva na uradni spletni strani Formule 1, bomo videli seveda, da je McLaren tam spredaj, takoj za njimi Mercedes, nato Red Bull, in razlike so res minimalne, malce bolj zadaj Ferrari na 4. mestu in realno Aston Martin z ritmom, ki je malce višji od pol sekunde na krog. Ampak treba je tu seveda pogledati še nekaj drugega, kar je bistveno. Namreč, s kakšno tipologijo pneumatik so vozniki odvozili tiste simulacije samega ritma. Pri McLarenu sta Piastri in Norris uporabljala mešanico medium in hard, medtem ko pri Mercedesu sta oba voznika rabila mešanico medium. Max Verstappen je celo rabil mešanico soft, in to nam že pove, da tisti zaostanki niso realni. Kar se je meni zdelo izjemno zanimivo, je naslednje. Lando Norris je na pneumatiki medium napravil čas v povprečju, ki se je gibal okrog minute 9 sekund in 666 tisočink, medtem ko sam Piastri s pneumatiko hard je napravil čas, ki je bil minuta 9 sekund in 702 tisočinki. Glede na to, da je 1 stopnja razlike v trdoti, lahko vidimo, da McLaren tudi s tršo pneumatiko zna biti presneto
hiter. Težave, ki jih bomo verjetno videli, se bodo dotaknile same degradacije, ki bo odvisna od temperature, tako zraka kot predvsem asfalta. In tu smo lahko videli v samih simulacijah, da ukolikor so se vozniki preveč pognali na samem začetku, se degradacija pojavila skoraj takoj. Če je nekdo v prvih krogih bil malce bolj oprezen, malce bolj počasen, nato v nadaljevanju je lahko držal konstantni ritem. In to je razvidno tudi iz tabel. Zanimiva je tudi primerjava, ki jo lahko vidimo tu med Norrisom Piastriem in Maxom Verstappenom, kjer prvič v mikrosektorjih lahko opazimo, kako je bil Max Verstappen malce boljši na ravninah. In če je obdržal take nastavitve, lahko tudi razumemo, da bo iz ozadja hotel napadati voznike, ki bodo počasnejši na sami končni hitrosti, medtem ko Norris in Piastri skorajda poravnana s tem, da Lando Norris je imel malce čudne reakcije na stopalki za plin. Ampak gre za prosti trening, kjer se lahko preizkuša marsikaj. A treba je povedati, da tu na Red Bull ringu je primarnega pomena to, da voznik po menjavi ne pade v gnečo. Ukolikor se to zgodi, lahko dobesedno tudi izgubi kar nekaj mest in posledično lahko tudi zmago. Zato bomo verjetno gledali scenarij, kjer bodo oni vodilni čakali do zadnjega, preden bodo zamenjali. In tokrat moji instinkti bodo dokaj, recimo temu, enolični. Če pogledamo mojo napoved, je tista najbolj enostavna in po mojem najbolj učinkovita strategija začeti na pneumatiki medium, odvoziti 22 krogov, nato ponoviti drugi stint, prav tako 22 krogov z pneumatiko medium in na koncu hard za nadaljnjih 27 krogov. In vem, običajno kritiziram Pirelli, ker vam ponudi tisto, kar vam bom pokazal sedaj jaz. Namreč druga varianta je začeti na pneumatiki medium, odpeljati 22 krogov, nato natakniti pneumatiko hard za 27 krogov in na koncu še 22 krogov na pneumatiki medium. Gre samo, da sem drugi in tretji stint zamenjal med seboj, ampak priznam vam, da nisem bil sposoben najti neke druge racionalne strategije, ki bi v bistvu delovala. Imamo še tretjo, ki je začeti na pneumatiki medium, odpeljati približno 19 krogov in nato dvakrat na pneumatiki hard 27 krogov. Kar je seveda nekoliko počasnejša strategija, ampak ukolikor je nekdo agresiven v prvem delu, bi lahko tako izničil isto prednost, ampak potrebno je imeti 2 seta pneumatik hard, ki jih pa nimajo vsi na razpolago. Ampak videli bomo v tistem našem srečanju v živo, kaj pravijo pri Pirelliju. V ponedeljek v komentarju pa sledi podrobna analiza. A kar se tiče današnjega zadnjega briefinga, kot ste razumeli, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.